Tisoče mladih iz vseh koncev Slovenije se vsako leto zbere pri samostanu v Stični. Tokratno geslo festivala mladih je bilo: Veselite se v Gospodu zmeraj. Država je v denarni stiski, ob tem pa ostaja vprašanje, ali si ne bi morala postaviti tudi meje, saj varčevanje nekaterim skupinam ljudi lahko povzroča resne težave, ker jih je življenje zaznamovalo z drugačnostjo. Srednji vek, ki ga postavimo v današnje čase, zna biti prava paša za oči. Tako je bilo tudi na Zemarskem dnevu na Veseli gori nad Šentrupertom. Evropski teden mobilnosti se je že prijel, bi lahko rekli, za idejo o zmanjšanju prometa ali pa celo dan brez avtomobila. Začetki so, a bomo potrebovali še nekaj spodbude v naši podzavesti. Vabljeni k ogledu. Pri cistercijanskem samostanu v Stični je potekal festival Stična mladih, tokrat že 31. po vrsti. Mladinski festival z najdaljšo tradicijo, po navedbah organizatorjev, je tokrat potekal pod geslom Veselite se v Gospodu zmeraj in je privabil več kot 5000 mladih z vseh koncev Slovenije. Organizatorji želijo prek festivala doseči predvsem 3 stvari. To je, da mladi tukaj izkusijo, doživijo močno občutek skupnosti, povezanosti, prijateljstva, medsebojnega prijateljstva, se pravi čisto na eni človeški osnovni ravni. Drugo je, da doživijo ob programu, delavnicah, različnih oblikah druženja bližino Boga. In tretja stvar, ki nam je zelo pomembna, je pa ta, da to izkustvo lahko živijo tudi v svojem vsakdanjem okolju. Na vsakem koraku slišimo same problemi, same krize, tu pa najdejo mladi ravno v Jezusu Kristusu in povezanosti z njim, to se pravi moče naše vere, resnično odgovor in tudi motivacijo za alternativo, za drugačen način življenja, s tem pa tudi za svetlo prihodnost nas in tisti, ki prihajajo za nami. Za mlade so pripravili bogat program in različne delavnice. Naš tek se imenuje Atomske legende, zaradi nuklearke pa vsega okoli. Drugače pa sem prihajamo že veliko let. Prvič mislim, da nas je pripeljal naš župnik Mitja Markovič. Se pravi, on začetnik vsega, tudi skavtov pri nas, pa vseh teh mladinskih dejavnosti. Tako da smo z njim začeli prihajati in nam je tukaj ful fajn. Vleče nas to, da nas je večina tudi animatorjev. In je v Stični pač prijetno, ko si lahko ti animiran enkrat po dolgem času in ne samo druge animiraš ves čas. Pa tudi ta vsa množica okoli, pa vsi mladi, to je pač neka druga energija, nekaj tistega, kar mi še rabimo, poleg tega, da dajemo energijo tudi ostalim. To doma, ko sem tako zvedel, ker takrat nisem bil še dovolj star za take stvari, smo samo prišli čistiti. Stična mladi sicer ni enodnevni dogodek, je projekt, ki ga več kot 250 mladih prostovoljcev pripravlja skozi vse leto. Prav tako to ni samo organizacijsko-logistični projekt, ampak projekt, skozi katerega mladi tudi rastejo, je prepričan Kunej. To je en vidik celoletnosti, drugi vidik celoletnosti je pa, ki ga letos še bolj intenzivno živimo, pa je, da bomo 3-krat čez leto v nekoliko manjši obliki ponovili dogodek na 3 različnih koncih Slovenije in pa tudi na spletnih straneh Stične mladih omogočali gradiva, materijale, s katerimi bodo mladi izkušnjo, ki so jo doživeli tu v Stični, lahko prenašali v svoje vsakdanje življenje. Bodisi z različnimi premišljevanji, igrami, predlogi, pobudami v adventu, v postu, za druženje, za šport, kakorkoli. Letošnja novost je bil prispevek za organizacijo. 20% zbranega denarja so namenili za pomoč 6 družinam v stiski. 2 vidika sta tukaj. Prvi vidik je gospodarska kriza, ki nas je v bistvu stisnila v kot in če ne bi nekako težko je dobiti sponzorje, donatorje, kakršnakoli takšna sredstva. Zato smo bili že malce na meji opustitve. Zato, ker je to celoletno dogajanje in je znesek ne samo tisti, ki ga potrebujemo za izvedbo tukaj, ampak tudi za priprave. Torej, eno je vidik je gospodarska kriza, drugi vidik je pa to, da
ker želimo spodbujati oziroma omogočati skupnost. To pomeni pa tudi participiranje v finančnem elementu. Se pravi, ko jaz za nekaj, kar dobim, sem pripravljen tudi nekaj prispevati. 5 evrov ne pokrije stroškov na eno osebo, ki nastanejo. Z prispevkom, na katerega letos računamo, pokrijemo komaj polovico celotnih stroškov. Ampak želimo predvsem ta vzgojni moment, da mi gradimo skupnost, družino, državo, tako da tudi vsakdo nekaj prispeva, ker vsi na koncu dneva odnesemo ne samo v rokah s knjižicami ali kakorkoli, ampak tudi z izkustva, povezano z izkušnjami ogromno. Sicer pa festival drugih večjih sprememb ne prinaša. Razen to, da se pač Stična mladih kot projekt tudi vedno bolj širi, vedno več prostora je na odločanju in odgovornosti mladih, kar se tudi pozna v tem, da je ogromno pozitivne moči, energije, novega dinamizma, ki prinaša tako v cerkev kot v družbo tisti upanje na lepšo prihodnost, se pravi, da bi že danes živeli to. Pater Žakeni je zelo dobro rekel, mladi niso naša prihodnost, mladi so naša sedanjost. Projekt Stična mladih je vreden okoli 50 tisočakov, poleg pa je treba šteti še veliko prostovoljnih ur dela, še dodaja Kunej. Varstveno-delovni centri so poleti od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli aneks k letošnji pogodbi o financiranju. Ta ne znižuje le plač zaposlenim, ampak zmanjšuje tudi druge financirane postavke. Varčevanje bo tako marsikje vplivalo tudi na kakovost obravnave varovancev. Kako se bodo z manjšanim proračunom spopadli v novomeškem varstveno-delovnem centru, pa v naslednjem prispevku. Ta čas imajo 22 varovancev na oddelku nege, 55 v domskem varstvu v Šmihelu, 9 pa jih je v bivalni enoti v Novem mestu ter 10 v Trbanski. Standard njihovega bivanja in obravnave je na visoki ravni, je prepričana direktorica Romana Trpin. Navkljub krčenju sredstev države imajo srečo v nesreči, saj so zavod, ki izvaja tako institucionalno kot dnevno varstvo, dodaja. In bomo ta del, ki nam znižuje sredstva ministrstva, bomo pač krili iz institucionalnega varstva. Kako delajo VDC-ji, ki tega nimajo, ki jim je tega veliko manj, jim je pa še teže kot nam. Zgolj ob prelivanju sredstev bodo lahko normalno delovali, dodaja Trpinova. Ministrstvo je namreč varstveno-delovnim centrom zelo omejilo finančni prispevek, predvsem na področju stroškov. Na področju materialnih stroškov, na kar sploh nimamo vpliva, na energijo, na komunalne storitve, na elektriko in tako naprej. Za storitve, ki jih moramo plačevati, se pravi vzdrževanje računalniških programov, recimo vzdrževanje dvigal, zavarovanja, varstvo pri delu in tako naprej. Na teh postavkah so jim znižali stroške za polovico, pravi Trpinova. Ministrstvo pa je oklestilo tudi financiranje izobraževanj. Mi tle recimo na izobraževanje imamo lahko vpliv. Se pač nihče več ne bo šel na nobeno izobraževanje do konca leta, nobene pogodbe o izobraževanju ne moramo več skleniti, potem pri stroških dnevnice in tako naprej tega tako in tako skoraj nič nimamo. Moramo omejevati recimo literaturo, strokovno literaturo, pa dnevne dnevnike, tednike in tako naprej. Če bi želeli varčevati, bi lahko omejevali celo higienske pripomočke, kot bodo očitno morali nekateri centri po Sloveniji. Čemur pa jaz zelo nasprotujem, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da so naši varovanci čisti, ker jih navajamo na to, da je osebna higiena zelo pomembna, kar se vidi tudi pri zdravju naših varovancev. Za ves nadstandard, kamor sodijo njihove interesne dejavnosti, bodo morali prispevati sami, tudi ob pomoči donacij. In letos zdaj bomo v oktobru naredili prvi humanitarni koncert, da bomo zbrali sredstva za te njihove interesne dejavnosti, za katere skušamo, da jih je čim več, da se pač počutijo dobro, da se lahko vključujejo v več različnih športnih aktivnosti, pa plesne vaje in tako naprej. Koncert bo 19. oktobra v športni dvorani Leona Štuklja, sicer pa varovanci dnevnega centra uživajo v raznolikih delavnicah, so nam zaupali. Smo šivilski delavnici,
Sem že 5. leto tukaj in se kar dobro počutim. Kaj ti je najbolj všeč tukaj? Ja, to, kar delam, ta program, pa vsi delavci, mislim, mentori, vsi. Živim pa v bivalni enoti na Cesarjevi, tam, ker nas je 9. Kako se pa tam razumete? Pa tako, kot doma. Včasih ima kjer slab dan, včasih se dobro razumem. Tako. Danes tele nokce obšujujem za race. Sem tudi neševalni stroj delam. Šivam veliko. So prijazni, se dobro počutite tukaj? Ja, so prijazni zelo. Vsem se tem delavcem, učiteljem, ki so se razumeli lepo in je vse vzdušje lepo. Polnimo to za čarovnice. Vse. Kaj pa naredite potem s temi izdelki? Prodajemo. Kako se tukaj počutite drugače, je v redu? V redu. Pri izdelavi oblekce za zajčka smo zmotili Marijo. Pa ste to že večkrat naredili ali je to zdaj prvič? Že večkrat. Pa je zahtevno? Ne. Kaj pa še sicer delate? Šivalni stroj šivam pa režem. Bili smo tudi v delavnici, kjer so izdelovali voščilnice. Z nami so zelo prijazni, imamo zelo dobro hrano, pa kavo tudi pijemo, tlalala. Ko dobimo plačo, damo vsak po 2 evra za kafe. V dnevnem centru Bršljino, kamor varovanci prihajajo tako od doma kot iz zavoda in bivalne enote, je vsak dan živahno. Poleg čestitk med drugim izdelujejo sveče za krst, tiskajo in sodelujejo v gledaliških in glasbenih predstavah. Predvsem pa, kot so nam zaupali, si želijo prijetnega vzdušja med njimi tudi v prihodnje. Člani kulturno-umetniškega društva Klati Vitez so na Veseli gori pripravili pravi srednjeveški dan, ki so ga v povezavi z grbom občine Šentrupert simbolično poimenovali pod mesecem Zlatega leva. Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanima dogajanje v srednjem veku. Člani kulturno-umetniškega društva Klati Vitez, organizatorji, so obiskovalcem prikazali življenje pred stoletji v teh krajih. Obložene mize na tržnici, delo mojstrov in zvoki mečev in oklepov so bili prava paša za oči. Mislim, da je predvsem pokazati ljudem, da je slovenska zgodovina še kaj drugega, kot samo beli pa rdeči. Se pravi, da imamo dosti bolj globoke korenine Slovenci na tem področju, sploh Dolenjska, ko je bila tam na oni strani Gorjancev, je bilo konec sveta. In lahko je bilo Avstrijcem pa Nemcem delati take lepe gradove, ko smo pa tukaj Slovenci branili mejo, da jim Turki niso gor hodili nagajati. Na podobnih prireditvah so v modi tudi tako imenovane srednjeveške tržnice, na kateri vešči mojstri izdelujejo predmete, kot se je to delalo nekdaj. Po razstavljenem sodeč je bilo videti, da je potrebnih kar precej ročnih spretnosti za lično izdelan predmet. Sejmarji so se nekdaj in danes morali potruditi za svoj izdelek, pa naj bo kovinski, usnjen ali keramičen, če so ga hoteli prodati. Tokratna tržnica pa je v odkup ponujala tudi hrano in pijačo. Gledal sem eno leseno ploščico, narisal vala boda, mečken rož, zdaj pa iz starim sistemom pirografa, ki so ga poznali že prej, drugačen sistem, kot v zdajšnjem časi, je bil, da so konice greli v ognju, pa iz rečnim konicam risali po lesu, po usni. Mi delamo pečne strojčke, tale je domače izdelave, lastna proizvodna, da preko ceka žica ali uporove žice se gremo žico, nekje tega pa pišemo. Ja, pri nas se ukvarjamo s predelavo kož, drobnice in divjadi, izdelujemo pa pergament, usne pa krzno. Se pravi, vse, kar se da izdelati iz kož, pa bobne. To je zelo podoben material kot pergament, to je sušena, lužena koža, pergament je isto. To je pa taninsko usne, recimo,
izdelki starinskega usnja. To je usnje, ki je strojeno iz lubja, iz kostanovega lubja pa smrekovega lubja. Ta bel usnje je pa pšenična moka, olivno olje pa jajčni rumenak. Pa kuhinjska sol pa galuna. To so najstarejši načini strojenja. To se pravi, delam to za arhive v glavnem, to je srednjeveški način, ker te kodeksi, ki jih imajo, mislim, ki so te stari kodeksi, pa rokopisi, dejansko so vezani v ta usnje, pa napisani so pa na pergamentu. S temi tržnicami je mal problem, ker štantarji zelo neradi hodijo na prireditve, kjer se ne pričakuje 1000 in več ljudi. Mogoče v naslednjih letih bomo to še malo bolj pojačali in imamo tudi programe narejene, se pravi z roko pravice, sodstvom, prangarjem, kaznovanjem tatičev in tega vsega, ampak pač zdaj zaenkrat tega si pač ne moramo privoščiti, zaradi tega, ker niti tržnice ni. Nekako v našem interesu tudi, da tržničari na štantih nekaj proizvajajo, se pravi, da vidi kupec, kako je tisti izdelek nastal. Tako da v naslednjih letih upamo, da bomo lahko tukaj na Veseli gori to še malo bolj prikazali. Južno od cerkve svetega Frančiška Ksaverja stoji Barbova graščina, zgrajena leta 1768 za potrebe stalnega bivanja veselogorskih duhovnikov in premožnejših romarjev. Po ukinitvi Roman je leta 1825 prešla v posest družine Barbo, po drugi svetovni vojni pa je bila nacionalizirana. Leta 1974 so v njej uredili etnološko muzejsko zbirko, ki obsega več kot 600 primerkov kmečkega orodja ter spominsko sobo čebelarjev Petra Pavla Glavarja in Aleksandra Lunačka. Obiskovalci so si lahko ogledali Barbovo graščino, v kateri je bil prvič na ogled grajski pošešenk. To je pa tukaj že dolga leta, tako kot nekako na Primorskem Osmice. Se pravi, ko so kmetje svoj višek odprodajali. To je bilo pa, mislim, da od Marije Terezije naprej. Obiskovalci so se lahko sprehodili tudi skozi stalno razstavo Živa zgodovina. Se pravi, vidijo se, mislim, da je edini v Sloveniji heraldični hodnik, kjer so grbi slovenskih zgodovinskih pokrajin. Pol imamo na ogled poročno dvorano, kovnico novcev, in pa vitezovo orožarno, kjer se da vse v roke prijeti. Barbova graščina je na ogled tudi ob drugih dnevih po predhodnem naročilu. Je pa res, da tudi osnovne šole že 4 leta hodijo sem k nam v goste na ekskurzije. Pripravimo za njih prav tukaj na tem grajskem dvorišču en kup enih animacij, tako da imamo tudi 3 ure, 5 in pa 8-urni program. V 8-urnem programu, v 5-urnem programu še otroci spoznavajo še malo bližje okolico. Zdaj, ko imamo pa muzej kozolcev, čudovit muzej, bomo pa verjetno pa še skozi to še to malo vključili zraven. Srednjeveški dan na Veseli gori so v sodelovanju skupino Gašper Lamberger in občino Šentrupert zaključili z nekajurnim srednjeveško-renesančnim spektaklom. Prava smer je gibanje. To je bil slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, katerega cilj je povečati ozaveščenost o načrtih trajnostne mobilnosti v mestih. Letos je teden potekal že 11. leto zapored, vam pa se je vključilo kar 1800 evropskih mest, med njimi 10. tudi Novo mesto. Vrhunec je teden dosegel s tradicionalnim dnevom brez avtomobila. To je dan, ko otroci zavzamejo glavni trg in nanj ne spustijo prav nobenega jeklenega konička. Potem pa rišejo, pišejo po cestah, spoznavajo različna društva in še kaj. Všeč mi je, ko ne vozijo avti. Pa bomo šli pogledat tudi policaje, pa gasilce tudi. Ja, tle so pač veliko teh delavnic in se jih udeležujem. Katere so ti recimo najbolj všeč? Rdečega križa pa odbojke. Malo si sprehajamo pa gledamo. Kaj vse ste si recimo že videla? Puške, pa tam smo se šle slikati. Igram športne dejavnosti, kot so nogomet in košarka, ping-pong.
In otroci dobro vedo, zakaj je pomembno, da več hodimo in manj uporabljamo prevozna sredstva. Manj osnažujemo okolje, če ne uporabljamo avto, pa manj nesreče. Zaradi zdravja, pa čim več gibanja moramo imeti, pa še varnost, ne? Da ne osnažujemo okolje. Torej, osnovni namen tega je, da nekako spodbujamo neke druge oblike prevoza, se pravi čim manj uporabe avtomobila, pa čim več uporabe mestnih avtobusov, koles, skirojev, rolk, rolerjev, skratka vseh drugih oblik. Letos je pa še ta slogan Prava smer je gibanje, nekako prav v to smer gre, torej da promoviramo športne aktivnosti. Pri načrtovanju tedna mobilnosti in seveda tudi dneva avtomobila se skušajo organizatorji čim bolj poistovetiti s sloganom. Letošnji je bil Prava smer je gibanje, zato so se v središču mesta predstavila tudi vsa športna društva. Zdaj se mi zdi, da vsi klubi moramo znati nastopati enotno, tako se pa tudi zgodilo tukaj res v Novem mestu, vsi klubi nastopamo enotno, vsi klubi predstavimo otrokom svojo športno dejavnost in se lahko vsak posameznik, vsak starš odloči za vsako športno panogo. Vsekakor je dobrodošlo, da se otroci udejstvujejo raznih športnih dejavnosti. Ob tej priložnosti je tako Športna zveza v sodelovanju z občino izdelala tudi časopis Prava smer je gibanje, kjer se predstavljajo vsi klubi iz Novega mesta. Zdi se mi, da zanimanje otrokov je ogromno in je to zelo pozitivno. Zdi se mi, da mečken težava je v tem, da so starši v službah zelo zaposleni, pa jim zmanjka, se pravi, za prevoze. Nekatere športne aktivnosti se začnejo ob 2, ob 3 in tako naprej. Poleg športnikov je veliko radovednosti malčkov pritegnil poligon za avtomobilčki, kjer so se otroci počutili kot pravi vozniki. Poligon za otroke, kjer jih učimo že skozi igro, kako se pravilno, prečka prehod za pešce, kaj pomeni rdeča, zelena luč na semaforju, kaj se naredi, če zmanjka bencina, kam gremo, komu damo prednost v krožnem križišču in tako. Skozi igro jih poskušamo naučiti, motivirati, da se že potem, ko se vstopajo v svet prometa, lažje orientirajo in varno prečkajo in pridajo seveda kamorkoli si želijo. Tudi če so otroci to že vse slišali, nič ne škodi. Če jim to večkrat povemo, pravi Pečjakova, tako si bolje zapomnijo, še posebej pa skozi igro. In naravno preventiva je osnovni cilj in namen zavoda Varna pot. Se pravi, izboljšavati večjo, se pravi, narediti kaj za večjo varnost na cestah. Vemo, kakšne so statistika in pač poskušamo narediti, da ne bo enkrat, če se da, nobenega mrtvega, nobenega poškodovanega na cesti. K temu stremijo tudi možje v modrem, ki v dnevu brez avtomobila vidijo priložnost, da vrtičkarjem in osnovnošolcem približajo svoj poklic. Da mogoče spoznajo določena prevozna sredstva, ki jih tudi mi uporabljamo. Imamo pa tudi nekaj preventivnega materiala tukaj gor, o katerem se pogovorimo, torej kako je treba ravnati v prometu, kaj pomeni današnji dan, kako moramo nase paziti v vsakdanjem življenju. Otroci so tako z zanimanjem in ponosom sedli na policistov motor in vrsta ni bila kratka. In tako vsaj nekoliko izgubijo strah pred policisti, se strinja Kos. Vsekakor je pa napak, da starši, ko posadijo svoje otroke v avtomobil, jim v kakšnem prvem stavku zagrozijo, preveš se, če ne te bo policist kaznoval. Torej, ti strah, ki ga imajo starši v sebi, pred policisti ali pa predsodek, ga ne, da bi se tega zavedali, selijo na svoje otroke, kar se mi ne zdi prav. Bolje je uporabiti kakšno zvijačo, svetuje Kos, sicer pa opaža, da vse več ljudi hodi peš. Priporočam pa vsem, da poskrbijo, da so vidni. Pomeni svetleči telovniki, vsekakor za kolesarje bi bili lahko tudi več v uporabi, svetleči trakovi za pešce. S podobnim zanimanjem kot policiste so najmlajši spremljali tudi reševalce. Mi otrokom predstavljamo v prvi vrsti, kako nas pokličejo, da se zapomnijo številko, potem tudi jih opozorimo, kako morajo čez cesto, kako se vozijo s kolesom, potem pa predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do kakšne napake, ali njihove, ali voznikove, ali da bi odkje padli in jih pokažemo, kako bi jih imobilizirali oziroma kako bi jih odpeljali potem v bolnišnico. Jaz mislim, da je za vsakega otroka zelo zanimiv rešilc ali pa policist ali pa gasilc. Koliko se zapomnijo, jaz mislim, da če jim bomo 10-krat povedali, da se bojo že zapomnili. Dopoldansko dogajanje, ki je na glavni trg privabilo otroke, je zamenjal popoldanski utrip. Na bazarju so se predstavile nevladne organizacije.
Vsako leto nas je več tukaj zbranih in v bistvu tkemo vezi med sabo, si izmenjujemo izkušnje, kako do ljudi prideti, kako jim ponuditi prvič svoje dejavnost na lažji način in kako jih vključiti tiste, ki to rabijo, v to dejavnost. Super je, da se tudi medsebojno srečujemo, nevladniki, in da se nekaj dogaja, da se dela na ozaveščanju ljudi. Na našem društvu izvajamo 2 programa, in sicer program stanovanjskih skupin in programom za informiranje in svetovanje, kjer nudimo pomoč tovrstnim ljudem, se pravi ljudem s težavami v duševnem zdravju. Nekje 70 prisotnih društev in zasebnih zavodov, pač večinoma iz Novega mesta, imamo pa tudi društvo iz Kočevja, iz Metlike in iz drugih krajev, Trebnjega naprimer, tako da je kar zastopana regija, sicer pa prihajajo iz različnih področij, kultura, šport, umetnost, sociala, zdravstvo in tako naprej. Najpomembnejši trenutek bazarja pa je bil podpis sporazuma za trajnejše sodelovanje občinskih organov in nevladnih organizacij, ki ga je novomeški župan Alojzij Muhič podpisal skupaj s predstavniki nevladnih organizacij in regijskim NVO centrom. Dejansko prispevajo k razvoju naše občine in k razvoju tudi Slovenije, kajti nevladne organizacije pogosto vidijo tiste probleme, kateri recimo uradna politika ne vidi. Župan je tako tudi javno priznal, koliko pomenijo vrednote prostovoljstva in civilnega dialoga, pravi Branka Bukovec iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela. Ta sporazum načelno opredeljuje vse principe delovanja lokalne skupnosti do nevladnih, torej od zagotavljanja pogojev, financiranja, sodelovanja in spodbujanja civilnega dialoga. K sporazumu je pristopilo blizu 100 podpisnikov, kar priča o pesteri in razvejani mreži nevladnega sektorja v občini in regiji. V uredništvu že snujemo nove vsebine naslednjega dolenjskega obzornika, ki bo na sporedu 16. oktobra. Bili smo na ribiškem tekmovanju upokojencev ter si ogledali tudi nove turistične vsebine v občini Šmarješke Toplice in Škocjan. Pa še kaj se bo našlo do takrat, zato iskreno vabljeni. Torej, nasvidenje čez 14 dni.